Vsako leto z veseljem pričakujem praznik velike noči. Tudi božič je zame lep praznik, ampak velika noč je večji praznik in božič je krščanski praznik samo toliko, kolikor je prisotna tudi velika noč. Ko sem bila še v Ljubljani, se v zadnjih letih nisem mogla udeleževati velikonočnih obredov, zato ker je bilo to zame pretežko tja priti. Zdaj, ko sem pri svetem Jožefu, pa mi je vse to mogoče in sem tudi tega zelo vesela. Prav posebno pa sem vesela, da sem lahko prisotna pri obredih velike sobote, ker je to zame to bistvo velike noči. Vsa berila, celotno bogoslužje, od beril pa mi je v zadnjih letih zelo blizu 53. poglavje preroka Izaija, ki govori o Božjem služabniku. Mogoče bi tukaj prebrala nekaj vrstic iz tega odlomka, ker se mi zdijo zelo bistvene, vsaj zame so. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni. Kakor tisti, pred katerim si zakrivamo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Torej to je bistvo. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. In neverjetno, v kakšnega Boga mi verujemo. Bog, ki je bil pripravljen stopiti med nas, ostati eden od nas, nam blizu tudi v bolezni, v trpljenju, v umiranju, to je nekaj, kar mi s svojim umom težko razumemo. In dejansko, mi smo lahko tudi drugemu blizu samo, kadar smo pripravljeni postati majhni in biti z njimi solidarni tudi v vsem težkem, kar se dogaja. V zadnjem času sem velikokrat premišljevala o tem, kako sem doživljala svoj zadnji Lurd. Torej obisk leta 2006, ko sem bila zadnjikrat v Lurdu, je bil precej drugačen kot prejšnjikrat. Prvič sem bila v Lurdu leta 1973 in sicer kot zdravnica v zdravstveni ekipi. Spremljali smo bolnike, ki so se z vlakom peljali v Lurd, in to je bilo zelo pomembno, veliko srečanje, veliko lepega smo doživeli, tudi naše druženje z bolniki je bilo zelo lepo. Zame je Lurd vsakokrat bil svet kraj, naredil name velik vtis, pa ne zaradi čudežev, ki se tam dogajajo, ampak predvsem zaradi tega, ker je tam zbrano toliko ljudi, ki v svojem trpljenju, v svoji bolečini upajo in verujejo, da jim bo Bog pomagal. Prav to upanje, ta vera je tisto, kar se čuti v Lurdu na vsakem koraku. Poleg tega pa tudi solidarnost, tudi pomoč, ki jo doživljajo bolniki z vseh strani. Zadnjikrat pa sem bila v Lurdu leta 2006 in sicer takrat malo drugače. Takrat sem bila prvič na invalidskem vozičku in na invalidskem vozičku sem se udeležila tudi večerne procesije, ki je zame vsakokrat bila enkratno doživetje. Ampak moram reči, da mi je bil zadnji obisk Lurda čisto drugačen in takrat sem šele Lurd doživela takšen, kot pravzaprav dejansko je. Takrat sem postala ena izmed mnogih tisočev bolnikov, ki potrebujejo pomoč in ki s svojim upanjem in s svojo vero prihajajo pred Boga. In moram reči, da sem zelo vesela tega svojega spoznanja takrat, od tega, da sem lahko Lurd obiskala ne samo kot zdravnica, ki pomaga drugim, ampak tudi kot bolnica, ki potrebuje pomoč, ker se mi zdi, da smo lahko med seboj res prijatelji takrat, ko doživljamo oboje, ne samo, da pomagaš, ampak tudi,
da potrebuješ pomoč. No, to so moje razmišljanja trenutno v tem postnem času. Vsem želim, da lepo preživljate ta postni čas, da lepo doživite veliko noč. Želim pa vam tudi, da vas to 53. poglavje iz Izaije o Božjem služabniku, o ranjenem zdravilcu spremlja skozi vso leto in vam pomaga tudi v vseh težkih trenutkih, ki vas bodo doleteli.